Sprejem najuspešnejših devetošolcev. Gostje iz prijateljskih mest. Odprtje Ekofit Bonovčka. Črta pod zimsko sezono. Iskanje slovenske poti. 600 tisočakov za mesto in vas. Čarovnice na Medvoškem odru. Športni uspehi in rezultati. Lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo začenjamo s pogledom v prihodnost in se sprašujemo, kdo izmed njih jo bo mogoče še dodatno zaznamoval. Kar 39 učenk in učencev iz vseh 4 medvoških osnovnih šol je v torek prejelo priznanje in nagrado za 9 let odličnega šolskega uspeha. Nagrajenci predstavljajo kar 28% vseh medvoških devetošolcev. Večina pa je poleg nagrade za odlični uspeh prejela tudi nagrade za uspehe, ki so jih dosegli pri zastopanju njihovih šol, tako na akademskem kot tudi na športnem področju. Šola se bliža koncu, šolarji pa se že veselijo poletnih počitnic. Osnovno šolo je letos zaključilo skupaj 139 devetošolcev iz vseh 4 osnovnih šol. V torek pa so bili v knjižnici Medvode nagrajeni tisti, ki so vseh 9 let šolanja dosegli odličen učni uspeh. 39 učenk in učencev je nagrado prejelo iz rok župana Nejca Smoleta. Pomeni mi pač, da se je moj trud splačal, pa da bom pa lahko s tem uspehom naprej nadaljeval in imam večjo samozavest za nadaljnje šolanje. To je nek uspeh, potrduje, da je občina ponosna na nas, všeč mi je. 6 odličnjakov prihaja iz osnovne šole Simona Jenka Smlednik, 8 iz osnovne šole Pirniče, 12 iz osnovne šole Medvode in 13 iz osnovne šole Preska. Cvet medvoške inteligence je nagovoril župan, ki je poudaril pomen njihovega truda in jim zaželel srečo pri njihovem nadaljnjem šolanju. Jaz grem na šolski center Ljubljana, na Aškarčevo za strojnega tehnika, pa verjetno na fakulteto, naprej pa še ne vem. Sogovorec Lovro Kavčič pa prihaja iz posebne družine. Šolo je namreč zaključil skupaj s svojima bratoma Jakobom in Klemenom ter sestro Mirjam, ki so prav tako prejeli priznanje za 9 let odličnega uspeha. Skupaj bodo šolanje tudi nadaljevali. Za nekatere je bil to cilj, večinoma se učimo recimo po 2, da smo pa imeli vsi petke, je pa to, ker smo malo bolj delovni. Večino smo si pa zapomnili že v šoli. No, sigurno so tudi vaši starši izjemno ponosni na ta dosežek. Kakšen pa je vaš cilj zdaj za nadaljne? Kam se boste vpisali? Kako bo vaše šolanje izgledalo? Najprej vsi gremo na gimnazijo, vendar v različne oddelke. Pa naprej bomo pa videli faks, pa kakor bo šlo. Večina nagrajencev je poleg odličnega uspeha v šolskih klopeh dosegla tudi odlične rezultate na različnih šolskih, športnih in akademskih tekmovanjih. Na dosežke svojih učenk in učencev so ponosni tudi njihovi učitelji in ravnatelji. Jaz mislim, da je to odličen uspeh in dober pokazatelj, da smo kot šola tudi dobri in da imamo dobre učitelje, ki znajo motivirati učence. Seveda pa mora biti tudi učenci iz pravega testa, če tako rečem. Število odličnih učencev se vsako leto giblje na približno enaki ravni. Lahko pa rečemo, da v naših šolah izšolamo sposobne ljudi, ki so pripravljeni na raznolike izzive, s katerimi se soočajo v svojem nadaljnjem življenju. Že v prejšnji oddaji smo poročali o pomembnejših dogodkih na letošnjem 2. festivalu Medvode v gibanju, ki je zaznamoval prvi vikend v juniju. V času festivala je odbor za mednarodno sodelovanje, ki ga vodi podžupanja Darinka Varovšek, gostil tudi delegaciji iz prijateljskih mest. Manjšo in po starosti udeležencev mlajšo skupino iz italijanskega Ponte San Nicola in večjo in po letih starejšo iz nemške Nide. Če gre soditi po zaključnih komentarjih, so bili gostje navdušeni nad Slovenijo, nad Medvodami v gibanju in tudi nad gostitelji. Prijateljske vezi z italijanskim Ponte San Nicolo in nemškim mestom Nida je naša občina stkala preko pobratenega francoskega mesta Kre, saj je slednji že pobraten z obema. In na našem prvem obisku v Nemčiji so se stkale
ne samo osebne, ampak tudi take medobčinske vezi. In na našem podpisu leta 2016 in našem dogodku sta bila žal samo 2 predstavnika iz Nide, gospa Ute in Klaus Kolbeher. In njuna želja, ko sta odhajala domov, je bila, da svoje sokrajane, someščane pripeljeta pogledati v Slovenijo, v Medvode, ker se jim je zdela dežela prijetna, ljudje čudoviti in se jim je zdelo, da če želimo to naše medsebojno sodelovanje ukrepiti, potrebujemo najprej spoznati drug drugega. Iz Pontesa Nikola je na obisk prispela manjša in po starosti mlajša skupina udeležencev, ki se je preizkusila predvsem v športnih aktivnostih na festivalu. Z izposojenimi kolesi iz Tica prikolesarila na Katarino in nato plesala na zaključku festivala v središču mesta skupino Kingston. Iz Nide pa je na večdnevni obisk v Slovenijo prispela večja skupina starejših udeležencev, kar 25 jih je bilo. Odbor za mednarodno sodelovanje, predvsem pa članica Nada Prešeren, ki ima tudi izkušnje turistične vodičke, jim je pripravila pester program. Mnogo od njih je prvič sploh v Sloveniji, nekateri sicer Medvode že poznajo, zato smo se odločili nekako v tej smeri. Moramo jim pokazati Ljubljano, ki je pač zares prelepo mesto, zato smo prvi dan njihovega obiska posvetili ogledu Ljubljane. Včeraj smo si ogledali, naredili smo en sprehod čez staro mestno jedro, se peljali z ladjico po Ljubljanici in potem na koncu obiskali grad, potem pa šli seveda na odprto kuhnjo in si privoščili kosilo v eni od ljubljanskih restavracij. Popoldne so imeli prosto, zato ker je Ljubljana toliko lepo mesto, da ga je vredno videti. Sobota pa je bila za delegacijo iz Nide povsem namenjena spoznavanju naše občine. Poudarek je bil na tem, da pokažemo tisto, na kar smo v resnici lahko ponosni in kolikor vidim njihov odziv, smo dejansko zadeli žebljico na glavico, kot se temu reče. Pokazali smo jim kulturno dogajanje, zelo pestro kulturno dogajanje v naši občini, dali smo poudarek na delu z mladino, delu z oviranimi osebami, zato smo zdaj tukaj v Barki. No in bomo pa seveda pokazali še tudi nekaj, seveda našega Zbiljskega jezera ne moremo spustiti, peljali se bomo še mimo golf igrišča in si potem seveda privoščili kosilo na Katarini, eni od gostiln, tako da vidimo še malo tiste lepe pokrajine. Kot rečeno, je bil sestavni del programa tudi obisk v delavnicah skupnosti Barka na Jeprci, ki je že sicer dober primer sodelovanja in povezovanja, tako z odborom za mednarodno sodelovanje, saj so v skupnosti v preteklosti že večkrat gostili člane različnih delegacij, kot tudi s podporniki iz Nemčije. Kot veste, tudi tale objekt, ki je za nama, je donacija iz Nemčije, iz Memmingena, iz podjetja Baufritz. Zelo veseli smo tudi, ker se nam redno pridružujejo tudi prostovoljci iz Nemčije. Trenutno imamo eno prostovoljko, Elizabet iz Nemčije, v septembru pričakujemo še 2 prostovoljca. Se mi zdi, da so res ene take lepe in močne vezi, ki niso mogoče samo formalne, prostovoljstvo, donatorstvo, ampak je dejansko to prijateljstvo, ko se slišimo zlasti z našimi prijatelji, lahko rečem, iz Nemčije in se pogovarjamo, kako živimo, kako smo na osebni ravni, ne tako na profesionalni ravni. In sedaj, kako bi rekli, kakšno skupino smo danes gostili tukaj? Ja, zelo luštna in simpatična skupina, ne vem, kako naj se drugače izrazim. Delegacijo iz Nide je vodila predsednica njihovega odbora Petra Bekar. Wir als Verschwisterungsverein kennen ja schon einige aus Medvode und haben uns immer wieder getroffen und es ist eine große Freundschaft schon entstanden. Der Verschwisterungsverein ist ja im Prinzip ein Zwischenglied zwischen den Städten. Also jede Stadt hat einen Verschwisterungsverein und dieser Verschwisterungsverein muss mit Leben gefüllt werden. Und diese Verschwisterung, wenn es denn dazu kommt, das wollen wir auf den Weg bringen. Navdušena je bila nad gostoljubnostjo in okolico, kot tudi nad samo skupnostjo Barka, ki jo, kot podravnateljica šole za oskrbo starejših in ljudi s posebnimi potrebami, vidi kot eno izmed potencialnih točk povezovanja in pobratanja med obema mestoma. Delegacijo z Nide je spremljal tudi podžupan mesta, sicer njen soprog Raimond Beker, ki je delil njeno navdušenje. Also das Gefühl wird eigentlich bestätigt. Wir kennen ja schon von Medvode Menschen und diese Herzlichkeit haben wir ja schon in Nidda und in Krähen, Südfrankreich kennenlernen können und dürfen. Und es wird natürlich dieser Eindruck jetzt hier bestätigt.
Und der Kulturkreis, es ist eine Herzlichkeit, die steckt an. Vesel je, da je delegacija iz Nide vrnila obisk slovenski delegaciji in da so tu v tako velikem številu, saj se jih je večina njih doslej največkrat peljala mimo Slovenije ali pa zgolj skozi Slovenijo, Benetke ali na Hrvaško morje. Se mi zdi, da smo jim uspeli v teh kratkih dneh predstaviti Slovenijo kot deželo, priložnosti kot urejeno deželo, kot prijetno deželo in pa danes tudi predvsem v Medvode kot nek kotiček na pol poti med gorami in našim morjem. Res je, da danes center Medvod ni izgledal tako, kot običajno izgleda, ker je vse v znamenju našega festivala Medvode v gibanju, pa vendarle je bil že prvotni namen, ko smo predvidevali ta obisk, da bi vsaj nekaj predstavnikov mesta Nide sodelovalo na našem nočnem teku, še posebej, ker župan mesta Nide je navdušen tekač in ob našem lanskem obisku smo na nek način to naše sodelovanje tudi pričeli načrtovati. Ob koncu obiska, ki ga je delno zaznamovala nevihta, zaradi česar je odpadel nagovor gostov na velikem odru sredi Medvod, je podžupan mesta Nida izrazil željo po bolj tesnem sodelovanju in pozval odbor za mednarodno sodelovanje obeh mest po formaliziranju odnosov med Medvodami in Nido. To naše sodelovanje kot evropskih sodržavljanov pomeni spoznavanje drug drugega in na nek način spoštovanje različnosti in na tak način, če se poznamo in če se spoštujemo, lahko gradimo skupnost, v kateri ljudje se povezujejo in sodelujejo in na tak način ohranjajo tudi mir in prijateljstvo med narodi. 1. junija, torej prav tako v sklopu festivala Medvode v gibanju, smo uradno predali namenu še eno športno-rekreativno pridobitev. Nordijski center Bonovec je bogatejši za sprehajalno in trim stezo EcoFit Bonovček. Vsebuje 10 vadbenih postaj različnih težavnostnih stopenj, namenjenih krepitvi vseh mišičnih skupin. Pri projektu sta moči združila Javni zavod Sotočje Medvode in Nordijsko športno društvo Medvode. Gre za dograditev nove, sorodne športne infrastrukture že obstoječi, torej Nordijskemu centru Bonovec v Preski, ki bo tako lahko zaživel v vseh letnih časih. Zato je tudi trim steza speljana ob tekaški progi, ker v primeru slabih zim bo na voljo tudi ta steza v uporabi. Proga je razgibana, 10 vadbenih postaj se razteza na 3 km dolgi progi, ki ima okrog 150 metrov višinske razlike. Najdaljši, 300-metrski vzpon med 4. in 6. postajo pa ima 80 višinskih metrov. Ravno zato smo zbrali, ker vemo, da bo ta steza primerna tako za rekreativce, kot za tiste bolj natrenirane, naprimer smučarje tekače, katerih vemo, da je območje tukaj bolj njihovo, v narekovaju. Steza poteka pretežno po gozdu, delamo po travnikih in pa malce po makedamu, je pa zelo, zelo razgibana in ni ravno najlažja. Investicijo v vrednosti 30 000 evrov je v celoti kril Javni zavod Sotočje Medvode iz naslova presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018. Tako da smo zelo veseli, da smo se odločili za to investicijo, ker vlada kar precejšnje zanimanje zanjo. Že zdaj, ko smo jo postavljali, smo tudi v dopoldanskem času že zabeležili kar lepo število ljudi, ker proga praktično poteka po že uhojeni gozdni poti, tako da se ljudje poznajo, so različne kombinacije speljane in tudi tako je sama narejena, da jo bomo lahko v primeru večjega zanimanja še podaljšali. Izbor vadbenih postaj je predstavil Aleš Gros, glavni trener Nordijskega športnega društva Medvode, ki je sodelovalo pri snovanju in izvedbi projekta. V glavnem smo pri izboru vseh teh vaj gledali tako, da so te vaje primerne res za vsakogar. Tako na eni strani kot za vrhunske športnike, s katerimi se ukvarjamo v Nordijskem društvu Medvode, kot tudi za te starejše občane, da niso pretežke, niso prelahke in da dejansko zajemajo vse mišične skupine, se pravi za razvoj mišic rok, mišic nog, trebušne, hrbtne mišice. Prva postojanka je pri Plečnikovi kapelici, 200 pri Nordijskem centru, nato proga zavije v gozd in po travniku nazaj do kapelice. Progo bodo z veseljem koristili v vseh letnih časih, tudi v domačem Nordijskem športnem društvu. Za naš klub je to zelo velika pridobitev. Pravzaprav tudi tako smo večkrat gledali, da je izbor vaj v bližini tega našega centra in tudi proge so primerne za naše tekmovalce.
in lahko rečem, da če gledamo na to, da smo imeli letos 2 olimpijca, si nadejam, da bomo tudi na naslednjih olimpijskih igrah vsaj enega ali pa 2 imeli. Nova dodana vrednost brezplačne športno-rekreativne ponudbe v nordijskem centru Bonovec pa je primerna za vse občane in druge obiskovalce vseh starostnih skupin. Primerna je zgolj kot sprehajalna pot, lahko je tekaška steza, lahko se hodi s palicami, primerna tako za družine kot za tiste bolj natrenirane, tako da vabimo vse obiskovalce, domačine, tudi zunanje, da se jo čim večkrat poslužujejo in skrbijo s tem za svoje zdravje. V festival Medvode v gibanju se je aktivno vključil tudi zdravstveni dom Medvode. Glavni namen akcije je bil osveščati ljudi o vplivu in pomenu gibanja pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni. Hkrati pa so predstavili tudi zdravstveno-vzgojni center, v katerem izvajajo zdravstveno-vzgojne dejavnosti za odraslo populacijo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, kot so delavnice na področju zdravega življenjskega sloga in delavnice na področju duševnega zdravja. Predstavili so pomen programa SVIT, podali pa tudi informacije o cepljenju proti klopnemu meningitisu, ki ga občina Medvode tudi sofinancira, plača namreč 3. odmerek cepiva. 70 obiskovalcem so izmerili krvni tlak, krvni sladkor in celokupni holesterol. Povišanih holesterolov je imelo 6 udeležencev, sicer so bili rezultati meritev boljši kot na testu hoje na 2 km. Le rezultati krvnega sladkorja so bili pregreham primerni, saj jih je večina pred meritvijo jedla, poroča Keti Simonska iz zdravstveno-vzgojnega centra zdravstvenega doma Medvode. K festivalu Medvode v gibanju se še vrnemo ob koncu oddaje, ko postrežemo še z nekaterimi drugimi športnimi podatki in rezultati. V okviru festivala se je namreč odvila cela vrsta športnih aktivnosti, festival pa se je zaključil s tradicionalnim kolesarskim vzponom na Katarino. Kljub temu, da smo res čisto na pragu poletja, pa skupni stroški izvajanja zimske službe v sezoni 2017-2018 trenutno še niso čisto natančno določeni, ker je izvajalec, torej Gorenjska gradbena družba, za obračun del v mesecu marcu pripravil in posredoval pregled, nepopolno dokumentacijo, ki jo v teh dneh še dopolnjujejo. Trenutno pa kaže, da bodo stroški primerljivi stroški prejšnjih izvajalcev zimske službe, seveda v primerljivih zimah. Od meseca novembra lani do konca meseca februarja letos je zimska služba stala skupaj dobrih 421.000 evrov, kar so stroški primerljivi stroški izvajanja zimske službe v času prejšnjega koncesionarja. S to razliko, da zdaj vso zimsko službo na vseh cestah izvaja novi koncesionar. To je Gorenjska gradbena družba s svojimi podizvajalci. V času prejšnjega koncesionarja, torej podjetja Gradkop, pa je večina krajevnih in vaških skupnosti sama poskrbela za izvajanje zimske službe na tako imenovanih krajevno-skupniških in vaških cestah. Jaz menim, da je to primerljivo, zato ker so tudi cene na enoto so nekaj podobnega. Res pa je, da zdaj v letošnjem letu, oziroma odkar je GGD koncesionar, se vsa zimska služba izvaja prek koncesionarja. Včasih so se dela po krajevnih skupnostih, po vaških poteh in tako naprej izvajale prek krajevnih skupnosti in so bili tisti dodatni stroški, ki se pri pregledu zimske službe, če jih seveda nismo zraven prišteli, niso tako direktno videli, ker so bili pač stroški koncesionarja en strošek, tisti, kar so pa še krajevne skupnosti. Seveda se je to z letom potlej spreminjalo tako in zdaj v letošnji zimi je pa to vse praktično gre prek koncesionarja. Če so stroški zimske službe torej primerljivi, pa je bilo to sezono neprimerljivo več pripomb na izvajanje zimske službe. Pripombe so sprejemali po telefonu, preko družbenih omrežij, po običajni in po elektronski pošti. Da bi hitreje odreagirali na pripombe, so sledili delovnim vozilom izvajalcev zimske službe preko sledilnih naprav, ki so jih ti imeli nameščene v večini vozil. Večina pripomb je bila zaradi prepoznega pluženja ali posipanja določenih cest, nekaj pripomb je bilo zaradi preozkega pasu pluženja, pa tudi zaradi uporabe prevelikih strojev v ozkih ulicah, nekaj pripomb pa je bilo tudi zaradi povzročene škode na določenih lokacijah. Ja, pripomb je bilo kar precej, predvsem na pravočasnost izvajanja določene službe
in recimo pa širino pluženja in take zadeve. Nekateri imajo zelo slabo mnenje o tem koncesionarju pa izvajalcu. Jaz se temu pridružujem, da je to, kar drži. Sčasoma so se potlejali po drugemu, tretjemu pluženju, pa preko krogu te izvajanja zimske službe so se počasi navadili. Jaz mislim, da od naslednje leto precej bolj, da ne bo več to pripomb. Do prekinitve veljavne koncesijske pogodbe, res da velja le še leto dni, menda ne bo prišlo. Razmišlja pa se o drugačnem organiziranju in oddaji del o podeljevanju koncesije za naslednje večletno obdobje. Zna se zgoditi, da bo pri naslednjem zbiranju ponudb oziroma koncesionarja se delo zimske službe razdelilo na dva dela, v bistvu na delo v ravninskem delu občine pa v hribovitem delu, ker je malo specifično, malo drugačen orodje, mehan bolj, kako bi rekel, lahko se izvajalec malo drugače pripravi, in morebiti bojo prišli zraven tudi taki, ki so bolj vešči hribovitega, kakor pa smo imeli zdaj recimo s parem prav probleme. Res pa je, da isti koncesionar opravlja tudi redno vzdrževanje cest. Koncesionar se nam včasih tako prav slabo odziva glede na tiste naše želje pa na naše zapisnike, pa tisto, kar imamo v zapisnikih napisan, tako da včasih je treba posredovati tudi na višjemu nivoju in potlej se zancajt malo zboljša in pa spet počasi pridemo nazaj na staro stanje. Strošek za redno vzdrževanje okoli 209 km javnih cest in poti je v lanskem letu znašal 316 tisoč evrov. Predvsem je šlo za krpanje lukenj na makadamu in razcvetelem asfaltu, urejanje bankin in obrez zelenja. In kakšen je konkreten plan večjih sanacij bolj frekventnih in tudi bolj razcvetelih cest po letošnji zimski sezoni? Na enih 5-6 mestih so res ceste precej tako poškodovane. Videli ste, tisti, ki ste se vozili kaj proti Katarini, ste videli, da smo en odsek od Sore proti Katarini že malo popravili, tako tam, ki je bilo res najbolj razrukan, pa iz Spodnjih Pirnič proti Smledniku. Tam bomo še eno malenkost v naslednjih tednih dodali. V teh dneh pripravljajo klanc oziroma del odseka ceste od Seničice 1 od Tometovega mostu proti hotelu Medno, da se bo lahko bolj lažje počakali na naslednjo leto, ko se predvideva za ta odsek ena bolj resna rekonstrukcija ceste. Tako da, ker se je tam ves asfalt razdrobljen, bankine, asfalt ob robu se ruši in tako naprej, bomo zdaj to na tak bolj preprost način popravili, da ne bo preveč stalo, pa da bo lahko počakali na naslednje leto. Na občini so prejeli tudi nekaj škodnih zahtevkov za nastale poškodbe na vozilih zaradi nezakrpanih udarnih jam ali drugih poškodb cestišča. Bolj delikatne zadeve, najbolj prav je, da če je res nastalo na tak način, da ni bilo to pred divji vožnji in tako naprej, da se pokliče policijo, da nastane policijski zapisnik, da na ta način je evidentiran ta dogodek in tisto mesto, kjer se je to zgodilo. Potlej se pa obrne na koncesionarja, tudi če pride to do občine, mi to preusmerimo na koncesionarja. Včasih potlej zavarovalnica od nas zahteva kakšne podatke o vzdrževanju in take zadeve, potlej mi to jim posredujemo in potlej zavarovalnica odloči o škodnem primeru. Glede na to, da je bila izjava pridobljena pred nekaj dnevi, lahko z veseljem napovemo, da se določene napovedi o sanaciji cest dejansko že uresničujejo. Lokalna akcijska skupina za mesto in vas, ki v partnerstvu združuje javne in zasebne organizacije ter posameznike na območju 6 občin osrednje slovenske regije, tudi Medvode seveda, je objavila drugi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja, poimenovane Las za mesto in vas, v višini dobrih 600 tisoč evrov. Da pa bi zainteresirani lažje kandidirali za evropska sredstva, je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v prejšnjem tednu organizirala več delavnic. Medtem ko se nekateri od 12 projektov, kolikor jih je bilo izbranih na prvem javnem pozivu, že izvajajo,
Med drugim tudi občinski projekt urbanega vrtnarjenja na Svetu in ureditev igrišča projekta Krajevne skupnosti Tahovec, pa slaba polovica njih še vedno čaka na končno potrditev pristojnega ministrstva in podpis pogodbe. Kljub temu je lokalna akcijska skupina, ki deluje na območju 6 občin, že objavila drugi javni poziv. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinansiranje tokrat znaša slabih 608 tisoč evrov, od tega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 122 tisoč evrov in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 486 tisoč evrov. Vsebine so podobno kot na prvem razpisu. Torej, lahko so to podjetniški projekti, ki odpirajo neko nova delovna mesta, z področja kulturne dediščine, varstva okolja, vključevanje starejših, mladostnikov. To se pravi še vedno relativno odprto področje in ideje so lahko zelo različne in tudi vključevanje potem v te projekte je možno strani različnih upravičencev. Na razpis se lahko torej prijavijo tako fizične kot pravne osebe, društva, podjetja, lokalne skupnosti, zavodi, ustanove in organizacije. In glede na to, da je razpis odprt do konca septembra, je časa za prijavo dovolj, čeprav odziva na tokratne delavnice skoraj da ni bilo. Mi ne moremo prevzeti pisanja prijavnice, ker to pač je potem nek konflikt interesov, ker sodelujemo potem pri ocenjevanju in pri ostalih postopkih. Svetujemo pa pri pripravi vloge. Tudi, če ima že nekdo, bom rekel tako po domače, napol napisano, je dobro, da prije do nas, mi pregledamo in svetujemo, kaj popraviti, kako dopolniti. Tudi pri finančnem načrtu svetujemo, tako da čim prej do nas, ker je lažje potem pripraviti v redu vlogo, kot pa če mi dobimo zadnji teden pred oddajo na vpogled, ker potem je praktično že prepozno. Tako da to je naša pomoč. Svetujemo, ne moramo pa direktno vlog pripravljati. O prvem javnem pozivu se je odprlo precej dilem, saj gre za obsežno razpisno dokumentacijo, ki je potrebno dodati veliko obveznih prilog. Priporočilo pa je, da se natančno pregleda in upošteva kriterije in merila, na podlagi katerih upravni odbor LAS-a ocenjuje prispele vloge. Zato svetujem, pogledajte kriterije, merila in na podlagi meril tudi sestavite projekt in napišite vlogo za projekt. To je naš, bom rekel, recept. Nekih velikih sprememb pri drugem javnem pozivu sicer ni, so pa nekatere izboljšave. V primeru, da posamezni strošek ne presega 2000 evrov, prijavitelju po novem ni potrebno pridobiti 3 ponudbe zunanjih izvajalcev, kot je bilo to potrebno doslej. Doslej je moral imeti prijavitelj poravnane vse davčne obveznosti, sedaj pa ta znesek ne sme presegati 50 evrov. In še, prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje vse dokler je ne obravnava upravni odbor LAS-a in ne le do oddaje na razpis. Ostaja pa, projekt se ne sme začeti izvajati pred podpisom pogodbe, na prva sredstva pa mora prijavitelj čakati do zaključka posamezne faze projekta oziroma do zaključka projekta. In kakšnih projektov bi se še posebej razveselili? Ko recimo pogrešam projektov na področju podjetništva, konkretno tudi kakšno podjetje s kakšno idejo, ki je mogoče primerna in pa dobra za območje teh občin. Da ni to, ne more biti neka proizvodnja, vendar če je pa neko podjetje, ki je usmerjeno v to lokalno območje, s kakšnim projektom bi bilo zelo dobrodošle. Tudi kakšen projekt, ki ustvarja neko novo delovno mesto, bi bil dobrodošel in pa pogrešamo vključevanje društev in te, bom rekel, civilnega sektorja. Tudi kmeti so dobrodošli, ker na področju kmetijstva praktično nimamo kakšnega posebnega projekta. Prav k aktiviranju teh ciljnih skupin naj bi bil usmerjen tako ta, kot še naslednji razpis. Lokalni akcijski skupini je na voljo poleg teh dobrih 600 tisoč še $500 000 prihodnje leto. Kot rečeno, pa večjega odziva na tokratne delavnice ni bilo. Prišla sta le Zvonka Simšič in Franc Cegnar z idejo o nadgradnji multimedijskega in intermedialnega projekta Hiša na hribu. Prav ta projekt oziroma avtorja in celotni kulturni razpis izpred 2 let je pod lupo vzel tudi nadzorni odbor občine Medvode v svojem zaključnem poročilu, v katerem je pretresel leto 2016. Z zaključnim poročilom se lahko seznanite na spletni
spletnih straneh občine Medvode, kjer je že objavljena večina gradiva za 28. sejo občinskega sveta prihodnjo sredo. Za večino vas najpomembnejša točka, končno varianta tako dolgo pričakovanega občinskega prostorskega načrta. Tokratno predavanje iz niza Dopolnimo spoznanje, katerih idejni oče je profesor Jože Duhovnik, je nosilo podnaslov Iskanje slovenske poti oziroma Slovenci, narod, ki hoče stati in obstati. Uporabljene so bile torej Trubarjeve znamenite besede. Nenazadnje pa je termin predavanja odlično sovpadel s 510. obletnico njegovega rojstva. Gost tokratnega večera je bil naš nekdanji občan Julij Bertoncelj, brat Medvoščanom bolj poznanega Vladimirja Bertonclja. Oba sta strojnika, ki z veliko gorečnostjo brskata po preteklosti, vendar z različnega svetovno-nazorskega pogleda. Tokratno predavanje iz niza Dopolnimo spoznanje je nosilo podnaslov Iskanje slovenske poti oziroma Slovenci, narod, ki hoče stati in obstati. Uporabljene so bile torej Trubarjeve znamenite besede. Nenazadnje pa je termin predavanja odlično sovpadel s 510. obletnico njegovega rojstva. Misel Primoža Trubarja, da ne bojo nekateri govorili, da je problem katolicizma, je kako stati in obstati. In slovenski narod ima zdaj izjemno priliko, da se med Germani in Romani povpraša za vest lastnega naroda, da razume, če so se oni znali za veliko koalicijo zmeniti, se tudi mi moramo zmeniti, ker je trenutek preveč resen, kajti čez 14 dni bodo ljudje šele videli, kaj pomeni prihod novih prebežnikov. Jože Duhovnik je tokrat v goste povabil Julija Bertonclja. Med drugim sta bila kolega na strojni fakulteti, oba naravoslovca, ki tako kot večina sodelujočih na tokratnem predavanju s prstom za slabe razmere in razpad tradicionalnih vrednot radi pokažejo na fakulteto za družbene vede in filozofsko fakulteto v Ljubljani. Posledično pa je bilo kar nekaj kritičnih besed uperjenih proti levici. Aktualni problemi v družbi in ljudje, ki se kot državljani, kot Slovenci, odzivajo na dogodke in ki znajo kaj o tem povedati. Tudi to je tako, današnje predavanje je temu namenjeno. Boljše vsebine, kot jo boste danes slišali, ni moč v tem trenutku dati na plano. Bertoncelj se uvodoma sprašuje, ali sploh želimo izvedeti, kakšne so slovenske poti. Tudi volitve so del tega vprašanja in boji se, da se bo izpolnila Dolančeva prerokba, da je Slovenija komunistična država in da bo taka tudi ostala. Mi se nahajamo v enem izredno zanimivem časovnem obdobju. Jaz mislim, da je to čas, kjer se bo pravzaprav pokazalo, ali bomo šli v levo ali v desno. Ali bomo ta narod gradili, ali ga bomo počasi shirali, da bo odšel. In vse skozi me je bila na misel, kaj lahko storim jaz, da povem ljudem, ki jih morda to zanima. In mislim, da je ta naslov, pa podnaslov, kot nalaž za ta čas, tudi za volitve, ki so za nami, in sedaj za razmišljanje, kako naprej sedaj. Izhaja iz predpostavke, da je Slovenija sicer res da ena izmed manjših držav na svetu in da nam morda tudi zaradi občutka majhnosti primanjkuje samozavesti, čeprav ima Slovenija svoj jezik, ki je evropski arhaični jezik, prvi zapisani slovanski jezik, kulturo, vrednote, ki temeljijo na krščanstvu, ozemlja in bogato zgodovino. Vse to pa premalo poudarjamo. Smo preobčutljivi in hitro prizadeti. In čudni, še dodaja Bertoncelj. Našteva cel niz danes pomembnih Slovencev, od Franceta Prešerna, generala Maistra, Nobelovca Friderika Pregla, arhitekta Jožeta Plečnika in še živečega pisatelja Borisa Pahorja. Za vse velja, da jih Slovenci nismo prepoznali, dokler niso umrli ali pa dokler jim niso priznanje dali v tujini. Skozi zgodovino, vse od leta 394 dalje niza dejstva, da je bila slovenščina ves čas operativni jezik ljudstva, ki ga ni nihče preganjal, vse do prihoda fašizma in nacizma ter poskusa povojnega izginotja narodov v komunizmu.
V predavanju Bertoncelj niza tudi nekatere najpomembnejše gospodarske generatorje preteklega obdobja, na primer Mohorjevo družbo iz leta 1851, ki deluje še danes. Opozarja na kranjske plemiče, ki so navdihovali narod, številne inovatorje, med drugim tudi Hermana Potočnika, katerega delo je, tako Bertoncelj, osnova za nas in vesoljski program, in našteva tudi celo vrsto povojnih inženirjev, med drugim tudi Franceta Rodeta, izumitelja žepnega kalkulatorja. In Bertoncelj zaključek: zaradi revolucije med in po drugi svetovni vojni je bil zaustavljen naravni razvoj Slovenije. Jugoslavija pa je vztrajala in obstajala le ob tuji finančni pomoči. Zadnjih 27 let je po mnenju Bertoncelja zaznamovalo kar nekaj vladnih neumnosti, podpora storitveni ekonomiji, špekulacije in korupcija. Namreč mi se premalo zavedamo tega, kar se je nabralo v preteklosti. Nekam hitimo, brez da bi se ozirali nazaj in brez tega, da nismo skoraj nič hvaležni tistim, kateri so nam ustvarjali to možnost, da smo prišli sem, kjer smo v eni sodobni zahodni kulturi, kjer se zavedamo svojega mesta, svoje majhnosti, ampak tudi svoje moči, da smo sposobni, da se kosamo z drugimi, ki so večji, močnejši, ampak niso nič bolj pametni od nas. In kje je tukaj povezava z jezikom? Vsi, ki imajo kapital, diktirajo svoj jezik, svoj način komuniciranja in kulturo vodenja. Kot primer Bertoncelj navaja francoski revoz. Navaja pa še eno lastnost Slovencev, da nikoli ne obupamo, da je v naši naravi stati in obstati kot gospodarji, ne kot hlapci, kot partnerji v domačem gospodarstvu. Čeprav na videz zgleda vse skupaj zelo kar v redu, vsi dobro živimo gor dol, vse to več ali manj temelji na kreditih in ni rezultat našega dela in naših sposobnosti, ki so skrite v našem narodu, ampak jih zaenkrat še nismo znali spoditi in jim ponuditi, da dobijo svoja krila, te naše ideje. Rešitev vidi v strokovnih, predvsem pa razvojno usmerjenih politikih, na sprejemanju krščanskih vrednot kot osnovnega principa vodenja, ki temelji na poštenju, delu in znanju. Pretekli vikend se je v naši občini trenutno najtrofejnejša gledališka sekcija, vsaj kar se pobiranja nagrad na raznih slovenskih festivalih tiče, predstavila z novo premiero na domačem odru. Gre seveda za Coup de Fofite, ki je na medvoški oder postavil črno komedijo Čarovnice iz Istvika. Se vam ime sliši znano? Seveda gre za predstavo, ki je nastala po filmski priredbi romana, v kateri so leta 1987 blesteli Michelle Pfeiffer, Susan Sheridan Sher in Jack Nicholson. No, tudi medvoške čarovnice in njihov hudič blestijo v svojih vlogah. Obiskali smo jih na prvi ponovitvi pretekli vikend. Aleksandra, Jane in Suki so 3 zdolgočasene samske ženske, ki živijo v slikovitem, a duhamornem provincialnem mestecu Istvik v Novi Angliji. Kot ločenke med meščani veljajo za čudne in neuspešne, a skupna čarobna moč glasbenice, kiparke in pesnice v kombinaciji z novim prebivalcem postavi življenje v mestecu na glavo. V vlogi 3 prijateljic nastopajo Taja Vratarič-Lesjak, Monika Jekler in Maša Kavčič. Vse smo že delale skupaj, vse se dosti dobro poznamo. In smo dejansko zafunkcionirale kot res 3 prijateljice, ki se dobivajo ob četrtkih in so se samske in si želijo nekoga. Kar se pa tiče ostale ekipe, pa tudi, mislim, tako prijetno, sproščeno, kreativno. Bogat in karizmatičen prišlek Daryl Van Horn je moški iz sanj, ki v njihov vsakdan prinese erotični naboj in osvoji eno za drugo. Toda ta popoln moški se kmalu izkaže za hudiča v neubranljivi preobleki. V vlogi prepotentneža, ki si na svojem pohodu pohote uklanja še celo sile narave, se je odlično znašel Johnny Baloni. Če povem po resnici, to je ena od vlog, ki sem si želel, da bi šla mimo mene. Nekako se ne počutim zelo blizu. Je bilo treba najti zelo take... Jaz jih vidim kot zoprne stvari. V tej predstavi so v bistvu moji soigralci bolj ali manj izjemno fidela. 3 ženske in potem je tukaj še režiserka in tam 2 meseca, koliko smo imeli vaj, so 3 ženske režirale mene, kako naj bom moški.
In a je to užitek ali ne, a lahko to pusti ostalo skrito v mojem srcu. In potem trčenje. Na eni strani samostojne, močne ženske, prototipi feminističnih idealov, na drugi moški demon, ki jih vleče v zlo. Sledi merjenje moči med spoloma, vroče hladna vojna, v kateri je prva žrtev morala. Gledalec pa se ob tem sprašuje, kdo se s kom v resnici poigrava. Ja, mislim, da to je precej kočljivo vprašanje. Na to predstavo, glede na to, da pravzaprav tega moškega fentajo punce. Je pa res, da je to precej nesramen tip. Mislim, saj je to zelo milo rečeno o njem, ampak ženske ga imajo rade. Predstava Čarovnice iz Istvika je nastala po filmski priredbi istoimenskega romana, ki je konec 80-ih postala ena največjih hollywoodskih uspešnic. Zdaj, tako domača naloga je bila, da si ga pogledamo, vsi tisti, ki ga še nismo, ker jaz ga iskreno, preden smo šli to delati, nisem gledala. Tako da, ja, sem naredila domačo nalogo in sem pogledala film, ampak nismo šli, pa vsaj jaz zase lahko rečem, da nisem šla črpati iz filma. Ker zakaj bi naredila še enkrat isto, če to že bilo. Ekipa Fofitejevcev se je za novo premiero okrepila. Pridružil oziroma vrnil uslugo v vlogi služabnika Fidela je Boštjan Boti Luštrik za pomoč pri izvedbi Razvaline življenja v Sori. Iz Kuda Franci Kotar Trzin pa so prišle okrepitve na več nivojih. Pod režijo se je podpisala Tatjana Peršuh, za avtorsko glasbeno spremljavo predstave je poskrbel Igor Razpotnik mlajši, v vlogi moralne, a obsedene Felicije pa je prepričala Sandra Kmetič. Se mi zdi, da je prav, da bi čim bolj društva, gledališče med sabo, se nekako tudi to počnemo, kadarkoli je le možnost, sploh glede na to, da smo mi po številu ansamblu pravzaprav majhen teater, ne? In izkušnja, ja, je zelo dobra. No, mislim, da sem se ujela z ekipo in so mi tudi ful fajn. Zelo zabavno je z njimi delati, tako da, ja, no, tako, dobra izkušnja. Ta lik je bilo naporno, zelo intenzivno, ampak sem zelo uživala, ker sem ga delala in mi je bilo fajn. Predstavo si lahko ogledate še v četrtek 14. in soboto 16. junija ob 20. uri v Kulturnem domu Medvode. Tudi na Smleškem gledališkem odru se je minuli teden odvila premierna uprizoritev. Predstavili so se mladi gledališčniki pod režijsko taktirko Brede Rovškove. Več o tem v prihodnji oddaji, nadaljujemo pa že s prej napovedanim kratkim pregledom ostalega športnega dogajanja na drugem festivalu Medvode v gibanju. Festival Medvode v gibanju je postregel številnimi športnimi dogodki, ki so se odvijali na različnih lokacijah po naši občini. Ob Zbiljskem jezeru so se že v dopoldanskih urah zbrale ekipe odbojkarjev na mivki, ki so se ogrevale za celodnevni turnir. Ja, letos je bil neverjeten odziv, imeli smo toliko prošenj, da bi še šli zraven in smo pol se odločili, da kar vzamemo vse, malo dal bo se zavlekel turnir, ampak zaradi tega bo pač več iger. Imamo 18 ekip, preko 60 tekmovalcev, ena ekipa je tudi iz Italije, iz Ponte San Nicolo, ker je prijateljsko mesto od naše občine in so se priključili turnirju. Tako da turnir bo zelo verjetno dolg, ampak igralcev bo pa zelo veliko in upam, da se bojo ful zabavali. Trojke so odigrale 35 tekem oziroma 88 setov. Lepo vreme in osvežitev ob igrišču sta bila še kako zaželjena, saj se je turnir zavlekel kar pozno v popoldne. Na koncu je slavila ekipa športnega društva Mestinje, na drugo mesto se je uvrstila ekipa Lulčki, sledila pa jim je ekipa Santanten. Istočasno kot turnir odbojke na mivki so pred Mladinskim centrom Jedro začeli s predstavitvijo rolanja. Dogodka se je že v dopoldanskem času udeležilo precejšnje število obiskovalcev, organizatorji so bili zadovoljni. Svet rolanja je uspel z odliko, se mi zdi. Bilo je veliko obiskovalcev, to, kar smo jih pričakovali. Klubi so prišli v velikem številu, se pravi, imeli smo rolerski klub Kranj, rolerski klub Ljubljana, hokejski klub Dinamit in roller soccer klub Rolera Ljubljana, katerega član sem tudi sam. Imeli smo tudi Roki Jarca iz Skatepark Roga, ki nam je pokazal agresivno rolanje. Veliko otrok je bilo, navdušeni so bili.
za prvič se mi zdi, da smo naredili zelo dober event in upam, da ga ponovimo tudi naslednje leto. Svet rolanja je predstavil različne tehnike tega športa, kot je agresivno rolanje, freestyle slalom ali umetniški slalom med stožci, nogomet na rolarjih, hitrostno rolanje in freestyle sliding ali tehnika zaviranja brez zavor. Kljub atraktivnosti tega športa pa ta pri nas potrebuje še nekaj spodbude. Ja, pri nas nažalost ni tako popularno kot v tujini, a ne pa v srednji Evropi, zato tudi delamo te promocije, da vidijo, da rolanje ni samo tečaj rolanja za otroke po poligonu in po ploščadi, ampak je vse več. Naprimer, veliko disciplin danes nismo mogli predstaviti, nažalost, ker so nam nekateri odpovedali zaradi tekem v tujini. Ampak upam, da se to bolj razvije tudi v Sloveniji, ker naprimer že v Italiji, Francija, Avstrija, Belgija, pa Nizozemska je to veliko bolj razvit. So tekme, so klubi, zveze močne, pri nas pa nekako vsak zase, in zato sem se sploh odločil, da to naredim, da malo povežem vse discipline in da se to malo bolj razvije. Dogodka se je udeležilo tudi precejšnje število otrok, ki so se preizkusili v hokeju in nogometu na rolarjih, hitrostnemu rolanju, videli so tudi številne atraktivne skoke in druge akrobacije. Organizatorji upajo, da se bo kateri odločil in se pridružil kakšnemu klubu. Začetnikom najprej dal seveda en dober tečaj, kjer se mora najprej dobro narediti in varno rolati. Drugače pa klubi so vsi na internetu, odkar imamo internet, imamo Facebook, imamo vse živo. Drugače rolerski klub Ljubljana, rolerski klub Kranj, tle imate hitrostno rolanje, Rolera Ljubljana in nogomet na rolerjih in pa hokejski klub Dinamiti, ki so iz Horjula, imajo tudi podmladek in vabimo vse mlade, da se jim pridružijo. Dober met so si zaželele ekipe pred turnirjem dvojic v prstometu, ki se je odvijal v centru Medvod. Na turnirju je sodelovalo 20 ekip ali 40 tekmovalcev. Domači ekipi športnega društva Senica sta zasedli odlično drugo in tretje mesto. Pred nočnim tekom so se pomerili tekači na tekaških rolkah za pokal Geoplin. Tekači domačega nordijskega športnega društva Medvode so dosegli odlične rezultate. V kategoriji mlajših dečkov se je na drugo mesto uvrstil Jaka Marinko. Pri starejših dečkih je prav tako drugo mesto osvojil Peter Mašič, pri Cicibankah pa je slavila Pija Zupan. Zaradi slabega vremena so morali organizatorji prestaviti tradicionalni otroški teniški turnir Medvode Open Gorenjski satelit, ki ga organizira teniški klub Spin Medvode. Tekmovalci so nastopili v različnih starostnih kategorijah. Mini tenis za letnik 2009 in mlajše, midi tenis za letnik 2008 in mlajše, maxi tenis za letnike 2004 in mlajše ter kategorija tenis do 13 let. V kategoriji maxi je prvo mesto osvojila Nika Mlakar, sledila ji je Jerca Flajšman, obe tenisačici teniškega kluba Spin Medvode. V kategoriji tenisa do 13 let je prvo mesto zasedel Andraž Rozman, drugo mesto Rok Koblar, tretje mesto pa je osvojila Eva Šifrer. Vsi trije so tenisači domačega teniškega kluba. Drugi festival Medvode v gibanju se je zaključil v nedeljo 3. junija z jubilejnim 20. kolesarskim vzponom na Katarino. Letošnji je bil namenjen rekreaciji za vse starostne skupine in ni bil tekmovalnega značaja, a zato udeležba ni bila nič slabša. Na vrh Katarine se je z gorskimi in cestnimi kolesi podalo skoraj 100 udeležencev. Pot je udeležence vodila na vrh po 5 možnih trasah, kljub temu pa se je večina odločila za ustaljeno cestno pot čez dolino Ločnice. 20. izvedba vzpona na Katarino se je vrnila k svojim začetkom in tako letos potekala v povsem rekreativni obliki. Odločili smo se pa zato na ta način, da pokažemo kolesarjem, po katerih vseh poteh so potekale naša tekmovanja ali pa vzponi na Katarino. Po vseh teh poteh, ki danes gremo, smo imeli skozi leta vzpone. Najprej smo imeli z gorci, zdaj zadnja leta pa s cestnimi kolesi. Pot, ki poteka po eni najlepših gričevnatih pokrajin v Sloveniji, je edinstvena zaradi čudovitih razgledov, bogatega rastlinja, kulturno-zgodovinskih posebnosti in seveda ne nazadnje vseh kulinaričnih dobrot, ki jih ponujajo številne gostilne ob poti. V kolesarskem klubu Medvode so pred 20 leti izbrali ravno to kolesarsko pot za izvedbo njihovih 2-letnih kolesarskih dogodkov, celoletne akcije, 60 vzponov na Katarino in kolesarske dirke na vrh. Vzpon na Katarino pa zaradi tega, ker je to medvoški hrib v osrčju Polhograjskih Dolomitov.
čudovit. Če pogledaš to panoramo, tle okrog, to je nekaj najlepšega. Ko prideš utrujen na Katarino, res utrujen, pa se temle pod kozolcem usedeš, pogledaš dol v dolino. Je to lepo, da se ti srce odpočije, pa duša. Tudi zmatran nisi več, potem z njim greš pa sam še navzdol. Skoraj 100 kolesarjev je tako lepo nedeljsko popoldne izkoristilo za zahteven kolesarski vzpon. Jože Rogelj iz Ljubljane se je udeležil prav vseh tekem doslej. Zato, ker je prijetno. To. Drugač pa pri 750 tekmah moraš kje tudi dvakrat biti ali pa 20krat. Najhitreje na cilj je sicer pri kolesarju Edvin Breznik iz Prebačevega. Katero pot ste izbrali za vzpon na Katarino in zakaj? Tle sem šel po cesti, Medvode, Sora, pa mislim, da je Topol, pa Katarina. Kako je šlo? Super, malo je vroče, ampak je v redu. Poznana trasa torej? Ja, sem šel že večkrat, ko grem popoldan po službi. Eden najstarejših udeležencev Stanko Lauriša iz Preske pa je v dneh pred vzponom dopolnil 71 let. Mislim po svoje, nimam nobenega trenerja, tudi v klubu, grem včasih z njimi na te runde, ki imamo, daš pa sam vozim. Točno sam sebe dobro poznam in vem, kdaj je tisti limit, da ustavim. Zdaj veliko z leti rabiš veliko regeneracije. To je glavno. Daš pa delam tam 10-12 tisoč na sezono kilometrov. Pot na Katarino je primerna za popoldansko rekreacijo ali pa celodnevni kolesarski izlet z več postanki. Jubilejnega vzpona se je udeležila tudi družina Govekar iz Dragočajne. Ker se velikokrat športom ukvarjamo in smo rekli, da je to dobra prilika, da se pridružimo večji skupini še. Greste večkrat takole kam v hrib ali pa na kolesarski izlet skupaj? Ja, gremo večkrat, tako po različnih hribih, ne samo na Katarino. Tokratna udeležba pa je bila tudi mednarodna. Na Katarino so se namreč podali tudi 3 mladi košarkaši iz italijanskega prijateljskega mesta Ponte San Nicolo, ki so se dan pred tem v sklopu festivala Medvode v gibanju udeležili tudi turnirja v odbojki na mivki. Was so difficult, so I'm very tired now. I'm take a break. Fantastic festival, and the journey here with the bicycle it was hard and so rip the salita. Yeah, it's rip, and it's hard. I'm happy to finish it, and when I return to Italy, I will tell my teammates to do this. Yeah. Udeleženci so kolesarski dan tradicionalno zaključili v gostilni Na Vihri z druženjem in snovanjem novih kolesarskih podvigov za novih 20 let. Mladinci in kadeti NK Škofja Loka Medvode so osvojili naslov skupnega prvaka Medobčinske nogometne zveze Gorenjska. Sezona je bila dolga in naporna, a fantje so pokazali, da zmorejo veliko. Še posebej ekipa mladincev, ki si je v celotni sezoni privoščila zgolj en poraz. V tem tednu oboje čaka še sklepni del sezone, kvalifikacije za vstop v drugo slovensko nogometno ligo Zahod. Med seboj se merijo najboljše 3 ekipe iz 3 medobčinskih nogometnih zvez. Preteklo soboto sta obe selekciji Medvod igrali doma proti NK Arne Tabor. Kadeti so izgubili z 0-3, mladinci pa remizirali z 1-1. Včeraj so se oboji na odločilnih tekmah pomerili še z NK Tabor Sežana. O morebitnem preboju v drugo ligo pa bomo poročali v prihodnji informativni oddaji. Poročamo o novem uspehu gorskih tekačev Timoteja Bečana, KGT Papež Kamnik in Tine Kozjek, teka Šmarnogorska naveza. Na 23. rekordu Šmarne gore v torek 12. junija je v konkurenci 159 tekačev Timotej zmagal z novim slovenskim rekordnim časom, ki sedaj znaša 11 minut in 20 sekund. Dosedanji rekord Sebastiana Zarnika je izboljšal za 5 sekund. Drugi je bil Luka Kovačič in
in tretji Simon Alič. Tina Kozjek je s časom 15 minut in 10 sekund slavila pred Jasmino Jelovšek in Loti Rotar. Tina je postavila 16. čas vseh časov na rekordu Šmarne gore. Pretekli vikend je minil v znamenju 37. maratona Franja, katerega trasa vsako leto pelje tudi čez našo občino. Poročamo o rezultatih najuspešnejših medvoških amaterskih kolesarjev. Andrej Žavbi Tuš Tim je najprej slavil zmago v vožnji na čas v razredu Master F pred Janezom Debeljakom KD LPP, nato pa še na nedeljskem maratonu prav tako v razredu F. Janez Debeljak je osvojil 4. mesto. V Medvodah se je zgodila prometna nesreča s pobegom. Ker si je oškodovanec zapomnil registrske tablice pobeglega vozila, so povzročitelja kasneje izsledili. Zaradi izsiljevanja prednosti v križišču pa se je zgodila še ena nesreča v Medvodah, povzročitelj pa je že prejel plačilni nalog. V Medvodah je nekdo poškodoval tujo stvar, nekdo je nekaj ukradel iz vozila, poročajo pa še o tatvini delovnega stroja. Na Golem Brdu so policisti obravnavali kršitev zakona o zaščiti živali. Na območju občine, pa tudi na širšem območju policijske uprave Ljubljana, so pogosti vlomi v stanovanjske objekte, veliko v popoldanskem času. Policisti pozivajo k previdnosti in prosijo, da jim pomembne informacije sporočite na telefonsko številko policije. Zaradi dirke po Sloveniji, ki bo krajši čas vodila tudi skozi Medvode, bodo v soboto občasno zaprte nekatere ceste. Vse udeležence v prometu prosijo, da upoštevate navodila organizatorjev in policistov. Sicer pa bodo policisti v tem obdobju tudi poostreno nadzirali hitrost, zato voznike pozivajo k vožnji prilagojeni razmeram na cesti in k upoštevanju omejitev. In kaj za konec? Če nas spremljate ob petkovi dopoldanski ponovitvi, še malo počakajte in prisluhnite klepetu z županom občine Medvode Nejcem Smoletom. Če nas spremljate ob nedeljski ponovitvi, se lahko zgodi, da ste ga že zamudili. In če prej ne, vabljeni, da se nam pridružite že v sredo, ko bo na sporedu seja sveta. V soboto bo tudi po naši občini potekala kolesarska dirka z letečim ciljem v središču Medvod. V nedeljo pa vabljeni na slovenski dan v Dragočajno. Na snidenje.